Pozdravljeni. Obamova administracija z otoplitvijo odnosov z Iranom misli resneje, kot je sprva kazalo. Najbolj preseneča Obamova izjava o tem, da so iranske težnje po jedrski energiji legitimne, če gre izključno za miroljubne namene. Dosedanje uradno stališče Washingtona je temu nasprotovalo z argumentacijo, da Iran sedi na tolikšnih količinah nafte in zemeljskega plina, da elektrike iz jedrskih elektrarn ne potrebuje. Jedrske elektrarne so le pretveza za izdelavo materijala za jedrsko bombo. Druga presenetljiva ameriška gesta je dovoljenje ameriškim ambasadam, da smejo prvič po letu 1980 na slovesnosti ob dnevu neodvisnosti 4. julija uradno povabiti iranske diplomate. V času pred iranskimi predsedniškimi volitvami 2. junija so izraelska diplomatska predstavništva dobila tajna navodila za propagandno ofenzivo proti Iranu. Od stalnega opozarjanja na nevarnost iranskega jedrskega in raketnega programa je potrebno premakniti fokus propagandne vojne na stališče, da Iran ni demokracija zahodnega tipa, je sistemski kršitelj človekovih pravic in individualne svobode. Izraelski diplomati so zato prejeli navodila in priporočila, kako v medije lansirati čim več zgodb o iranski temni plati. Organizirali naj bi tudi demonstracije pred iranskimi predstavništvi, kjer bi izvajali simbolna obešanja in kamenjanja. Novoizvoljeni indijski kongres ima mafijsko zasedbo kot še nikoli v svoji zgodovini. Ta roka je šla ziher ven iz kadra, ne? Nima vize, gremo naprej. Kar tretjini od 543 izvoljencev ljudstva pretijo kazenski postopki, vključno z 9 ministri. V prejšnjem mandatu je bilo takšnih parlamentarcev le 128, proti 15 so bile vložene obtožnice za vsaj en umor. V kongresu se je povečalo število bollywoodskih zvezd, bivših igralcev kriketa, ljudi s poslovnimi interesi ter otrok bivših politikov. Pozivi premierju Singhu, da na ministrske položaje ne imenuje ljudi, ki so v kazenskih postopkih, so bili ignorirani. Prebivalstvo na volitvah tolerira kandidate, ki so povezani s kriminalom, če dajejo vtis, da ščitijo interese skupnosti. Zadnje ocene Združenih narodov o pobitih tamilskih civilistih se gibljajo okoli 20 tisoč. Šrilanška vojska je brezobzirno zbombardirala zadnje žepe s tamilskimi tigri in civilnim prebivalstvom, ki so ga ti vzeli za živi ščit. Organizacije za človekove pravice za masakr poleg šrilanških oblasti posredno obtožujejo tudi Indijo. Ta ni storila nič, da bi izpogajala premirje za umik civilnega prebivalstva iz področja napadov. Podobno trdi tudi bivši poveljnik indijskih mirovnih enot za Šrilanko, ki pravi, da je Indija nekritično podpirala ofenzivo vladnih enot in vladi nudila diplomatsko podporo. Indija Šrilanki dobavlja tudi orožje, opremo, obveščevalne podatke in urjenje vojaških enot. Indija po eni strani hoče parirati lokalnim velesilam Kitajski in Pakistanu v vplivu in prodaji orožja, po drugi pa se je hotela maščevati za atentat na Radžifa Gandija, ki so ga leta 1991 izvedli tamilski tigri. Indija je minuli teden skupaj z Rusijo in Kitajsko preprečila ustanovitev preiskovalne komisije o zločinih šrilanške vojske nad civilnim prebivalstvom, ki jo je predlagal UNHCR. Globalni indeks miru pripravljata Washingtonski inštitut za ekonomijo in mir ter Londonski inštitut Economist Intelligence Unit. Raziskava poteka tretjič. Indeks ima 23 kazalcev, ki so razdeljeni v 3 generalne kategorije. Te opisujejo notranje in zunanje konflikte, osebno in socialno varnost ter stopnjo militarizacije. Na vrhu lestvice so države, ki so ponavadi tudi na vrhu večine lestvic o kvaliteti življenja. Med 144 ocenjevanimi državami je tako prva Nova Zelandija, sledijo Danska, Norveška, Islandija in Avstrija. Slovenija si s Finsko deli 9. mesto. Madonna, dobro, ne?
Zanimive so uvrstitve drugih držav. Velika Britanija je na 35. mestu, Kitajska na 74. mestu, ZDA na 83., Iran na 99., Indija na 122. ter Izrael na 140. mestu, loser, tik pred zadnjo trojko Somalijo, Afganistanom in Irakom. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo.